Pozdravljeni! Danes neprestano poslušamo zgodbe o tem, kako si nekdo želi prevzeti neko ekipo Formule 1. In mislim, da mnogi izmed nas si to predstavljajo tako, da zelo premožen posameznik pride z veliko količino denarja, odkupi delež v podjetju in že ima ekipo Formule 1. Vse bi bilo enkratno, če bi bilo tako res, namreč strukture ekip Formule 1, vsaj kar se tiče lastništva, so zelo kompleksne. Ne gre samo za eno podjetje, temveč za cel grozd podjetje. Da se bomo bolje razumeli. V tem grozdu je na primer na enem podjetju lastništvo infrastrukture, v drugem podjetju so zaposleni mehaniki, v tretjem podjetju inženirji, kateri zrišejo cel bolid, v četrtem podjetju se na primer lahko stekajo pokroviteljska sredstva, v petem podjetju je intelektualna lastnina bolida. In tako naprej, seveda, ni jih samo 5. In tako se marsikdaj zgodi, da kak račun ostane neplačan in marsikatera količina denarja izgine neznano kam. A znana je zgodba, da Toto Wolff ima v lasti določen delež ekipe Mercedesa v Formuli 1. Sedaj se poraja vprašanje, kaj je v resnici tisti odstotek, kaj pomeni ta odstotek, katerega ga ima Toto Wolff v kompletni strukturi. Je res lastnik tiste ekipe Formula 1, kar mi vidimo, ali samo delno lastnik enega izmed mnogih podjetij in pravzaprav skozi to lastnino samo dobiva nek dodaten bonus, če je uspešen na koncu sezone. Vsak naj si na to odgovori sam. A vrnimo se k naši strukturi ekip Formule 1. Na nekaj primerih iz preteklosti bom skušal pokazati, kako to izgleda v realnosti, brez da delamo nekih hipotetičnih, teoretičnih primerov. Vrnimo se v 70. leta in izkoristil bom to priložnost, da bom malce razjasnil zadeve okrog ene izmed največjih nebuloz v zgodovini Formule 1. In govoril bom o tem, da ekipa Valterja Wolffa je na svoji prvi dirki na svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1977 zmagala z Jodijem Scheckterjem. Dejstva so taka, tako pišejo zgodovinske knjige, čeprav Walter Wolff je bil prisoten v Formuli 1 že od sezone 1976. Takrat je kupil 60% ekipe Franka Williamsa. In da ne bo pomote, takrat je treba govoriti o Frank Williams Racing Cars, prve ekipe, katero je ustanovil Frank Williams. In Walter Wolff ni kupil samo deleža v ekipi Franka Williamsa, kupil je tudi material ekipe Lorda Hesketa. Namreč Lord Hesketh je konec leta 1975 naveličal Formule 1. Vsaj taka je uradna verzija, v resnici mu je zmanjkalo denarja. In prodal je svojo znamenito ekipo, s katero je postal znan James Hunt. No, Walter Wolff je kupil samo material, bolid Hesketh 308C so preimenovali v Wolff Williams FW05. In seveda tudi ime ekipe Lorda Hesketa je bilo na prodaj. Kupil ga je Horsley, njegov partner v prvem Hesketu in nadaljeval zgodovino, seveda pod drugačnim okriljem, pod čisto, bom rekel, drugačnim uspehom, a vseeno vidimo, da so se zgodbe razdvojile. In da se vrnemo na Valterja Wolffa. Ta je v sezoni 76 iztisnil Franka Williamsa iz ekipe ven, iztisnil ga je tudi ven iz imena in tako leta 1977 je res zmagal prvo dirko v sezoni in pustimo pri kraju, kako je prišlo do tiste zmage. A ni res, da je bila to njegova prva dirka v svetovnem prvenstvu Formule 1, kajti šlo je le za ekipo Franka Williamsa, tisto prvo ekipo, katero so preimenovali. A pustimo sedaj to zgodbo pri strani. Spomnimo se malce bliže našemu času, kaj je bilo z tovarniško ekipo Renault. Prodali so jo Genie Capital in od sezone 2011 do 2016 smo jo poznali pod imenom Lotus v Formuli 1.
kar ni nič takega. Pri Renaultu so se odločili prodati tisto svojo strukturo v Enstonu. Prodali so infrastrukturo, mehanike, inženirje, ki so se ukvarjali z projektiranjem šasije, ne pa dela, ki se je ukvarjal z motorji in pogonskimi sklopi. In prav to nam pove, da je ta struktura ekipe Formule 1 zelo kompleksna. In seveda govoril sem o Lotusu. A Lotus je znamenita ekipa sveta Formule 1. In v sezoni 2011 smo imeli kar 2 ekipi s tem imenom. Ena, katera je svoje ime dobila kot pokroviteljstvo strani proizvajalca avtomobilov. Druga, tisto, katero je imel v lasti Fernandez, je imela pa ime Team Lotus. Namreč vzeli so ime, katero je pripadalo znameniti ekipi Colina Chapmana. V resnici je Colin Chapman tako ustanovil ekipo Formule 1 kot tovarno avtomobilov, a te dve realnosti sta se razdružili s časom in nato ponovno združili v Formuli 1, ampak v 2 ločenih ekipah. Podoben primer pri ekipi Sauber. Koliko je bilo govora o tem, da Alfa Romeo kot pokrovitelj bo kupil Sauber. V resnici se od tega ni zgodilo nič, a mnogi viri, mnogi novinarji so razpletali cele zgodbe. Alfa Romeo Racing je vstopil lahko v strukturo samo v enem izmed teh mnogih podjetij, s tem, da je nakazal denar, spremenil ime in nič drugega. Na začetku sem govoril o tovarniški ekipi Mercedesa. V njej se nekako govori, da je nek idealni naslednik tiste ekipe Tyrrell, katera je bila znamenita v 70-ih letih v svetu Formule 1. Z Tyrrella naj bi šlo na Bar, nato na Hondo, na Brown in nato v Mercedes. Ampak le delno. Zakaj? Zato, ker Bar, ko je odkupil Tyrrell, je odkupil ekipo, je odkupil mesto na štartnem razporedu, ampak ni odkupil imena, še več niti sedeža ni odkupil. Vemo, Mercedes ima sedež v Brackleyju, vsaj ta del, kateri se ukvarja s šasijo. A Tyrrell je imel sedež v Ockham, v Brackleyju je bil sedež ekipe Reynard, znanega izdelovalca šasi, kateri se je bolj proslavil v Združenih državah Amerike v seriji kart ali pa v Formuli 3000 in tako naprej. To se pravi, to nasledstvo ni tako jasno, je samo nekaj idejnega. In res, ko se je Tyrrell prodajal, so pri Baru kupili le tisto, kar jih je zanimalo, naprimer inventar, material, šasije, je odkupil Paul Stoddart, kateri je odkupil tudi ekipo Minardi takrat. To se pravi, lastništvo v ekipah Formule 1 je vse prej kot enostavna zadeva in seveda nakup se ne zgodi čez noč. Hočete še en in zadnji primer? Točno vemo, v sezoni 2018 je Force India pod lastništvom Vijay Mallya propadla. Kupil jo je Lawrence Stroll, a v sezoni 2018 imamo 2 ekipi Force India, tisto z indijsko licenco in tisto z britansko licenco. Zakaj že takrat Stroll ni mogel preimenovati ekipe? Zato, ker ni bilo mogoče zaradi intelektualne lastnine, katero je bila na 3. podjetju, in trebalo je bilo malce počakati do konca sezone, da se stvari uredijo tako, kot je treba. Toliko o tem, o tej zapleteni strukturi. Upam, da nisem bil preveč dolgočasen. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.